Potem, ko je lastnik v rani mladosti odšel s trebuhom za kruhom na drugi konec Slovenije, je domača hiša v Ponikvi 30 let samevala. Po upokojitvi in ob prihodu prvih vnučkov se je zopet porodila želja po vrnitvi na domačijo in druženju generacij. Oglejmo si hišo, ki je še pred kratkim veljala za pozabljeno hišo, kakršnih v Sloveniji na podeželju najdemo še mnogo in mnogo. Tako se je zgodilo s to hišo. Lastniki so se odselili in šele v pokoju in s prvimi vnučki se je porodila ideja, da bi se vrnili na domačijo. Poglejte, kakšna lepotica je nastala iz postarane hiše. Gremo noter. Kakšna je bila hiša pred obnovo? Precej drugačna. Hiša v bistvu ni imela fasade, v tej hiši je lastnik pač živel v svoji mladosti. Potem, ko se je pač izšolal, je odšel s trebuhom za kruhom in pristal na čisto drugem koncu Slovenije. Si tam ustvaril družino, nov posel in vse in praktično se ni zmeraj manj vračal. Hiša je tako začela samevati, vedno bolj, in če hiša ni naseljena, če se ne uporablja, tudi začne propadati. Tako da je bila v precej slabem stanju in začelo se je vprašanje, kaj narediti s to hišo. Sedaj, ko je lastnik šel v pokoj in ima malo več časa in ko so prišli prvi vnučki, s katerimi želi vedno več časa preživeti, se z njimi družiti, ne več toliko fokusa dati na delo, pa je začel razmišljati, da bi mogoče to hišo zopet postavil v neko stanje, da bi jo lahko skupaj začeli uporabljati z novimi generacijami. Zakaj ste se odločili za obnovo in ne porušitev in ponovno gradnjo, ker včasih je to preproste in tudi ceneje, ne? Ja, saj v prvih fazah, ko smo začeli razmišljati, kaj narediti s hišo, dejansko smo premlevali od rušitve, novogradnja, neka delna prenova, mogoče kakšen prizidek. Na koncu je pa vseeno odtehtala odločitev, da naj ostane ta stari duh te hiše, te stari spomini, kjer je preživela mladost, in da pustimo hišo v stanju, kakršna je bila, popravimo vse, kar je slabega in predvsem kompletno preuredimo notranjost hiše in uporabnost s tem. Zunanjost oziroma školjko ste pustili takšno, kot je, ste jo pa zelo olepšali, ne? Ja, je bilo treba nekaj narediti s fasado. Dejstvo je, da ta hiša je postavljena v bistvu na teren, ki pada in ima visoko pritličje, kar je bilo sploh značilnost nekje v 80-70 letih. Vse hiše so imele malo višje pritličje, kar pa danes ne predstavlja več tiste komoditete, ko želimo vsi nekako bivati na nivoju terena in izstopiti ven na teraso in se tam posedati. In zato, ker je ta hiša izgledala precej visoko, precej z vhodne strani, kjer pridemo na parcelo, smo se odločili, da jo bomo nekako optično presekali in zato smo celo klet obložili z v bistvu tehničnim kamnom. To je poseben kamen, ki imitira neke stare kamne in je tudi v malo bolj grobem vzorcu. Tako da res presekamo hišo na pol. In ta prednji del hiše smo potem tudi malo obdelali z fasadnimi ploščami v lesnem dekorju in ločili tako od preostalega dela hiše, zato da ni tako glomazna. To so pač neki taki estetski prijemi. Kamen pa je resničen, ni imitacija? Ne, kamen je imitacija, kar se danes uporablja. Predvsej, to so neki novi materiali, ko prihajajo na tržišča in je dobrodošel, ker je cenejši material od naravnega kamna, pa mogoče malo bolj lahko neke nianse izbiramo, pa kombiniramo z ostalimi materiali.
Kakšna bi bila razporeditev prostorov v notranjosti? Ste ogromno spreminjali, ste ohranili samo školjko oziroma ščit? Več ali manj smo res ohranili samo školjko hiše. V notranjosti smo dejansko porušili vse nenosilne zidove. Teh je bilo veliko, ker včasih so pač kuhinjo strogo ločevali od dnevnih prostorov, zato da ni smrdelo po hiši, ko se je kuhalo, zato da pač so ženske pripravljale tam hrano. To smo takoj videli, da ne bo funkcioniralo več v tem današnjem času, zato smo res vse te male prostorčke nekako poradirali in naredili en tak malo večji skupen prostor, ki je za druženje. Samo klet smo pa dejansko najbolj ohranili, tudi te zidove zunanje, se pravi počistili smo, kar je bilo ostankov teh lepih kamnitih zidov, smo jih tudi izpostavili, tako da jih nismo ometali z ometi. Sicer pa malo bolj funkcionalno razporedili samo klet. To je v bistvu nek funkcionalni prostor hiše, kjer je tudi malo več prostorov, ki služijo tudi samemu servisu hiše. V preteklosti je hiša opravljala funkcijo oziroma je bila v hiši prisotna obrtniško delo, ne kmetijsko. Bi bilo drugače, če bi bila kmetija? Verjetno. V glavnem na tej domačiji je v preteklosti oče od lastnika hiše se ukvarjal z mizarstvom in je nekako že skozi bil ta povezava z lesom in z ustvarjanjem in zato je tudi sam lastnik nekako želel, da se v tem duhu hiša obnovi, da izpostavimo mizarske izdelke na ta način. Sama kmetijska dejavnost ni bila na tem področju, bolj ta obrtna. Zelo estetika so tudi okroglo stopnišče za nama. Zanimivo, da ste se odločili za okroglo stopnišče. Ja, to je pa kar lep izdelek domačega mizarstva, slovenskega. In že v zasnovi hiše, v prejšnji hiši so bile okrogle odprtine, namenjene pa okroglim stopnicam, zato ker se je privarčevalo s prostorom. In to smo pač pustili, ker je šla vertikala preko vseh etaž s temi stopnicami in najlažje smo tako povezali vse etaže. Je bilo pa kar zahtevno narediti v dokaj majhni odprtini še zmeraj prehodne stopnice. Zanimiva krivulja po tleh, zakaj ni, ne vem, zgolj premica? Ja, to je pa vedno dilema, ko delamo sodobnejše prostore, ko že ponavadi povezujemo kuhinjo, dnevni prostor, jedilnico. Tukaj imamo zdaj umeščen še kamin in pred kaminom iz varnostnih razlogov moramo imeti nekaj negorljivega. In ko imamo takole razporejene zadeve in zamike sten, je zelo težko z neko ravno premico urediti, razmejiti prostor, pa da ne deluje preveč togo, da se preveč ne zaseka med ostale elemente. In ponavadi najlažje z neko mehko krivuljo povežemo neko cono v prostoru in tako, bi rekla, optično ločimo kuhinjski del od jedilniškega oziroma dnevnega prostora. Čeprav pri vaših projektih je skoraj vedno nekje krivulja. Tako funkcionalni podpis, no? Tako. Vrata imajo v sredini steklo in napise gor. V kleti, kjer je največ starinskega oziroma ostalo duha od preteklosti, piše lumparija. Ja, res je. Lumparija je ena taka štajerska beseda za žurko, fajn se imeti, se poveseliti po delu, ko se s prijatelji dobimo. In tako kot vsaka štajerska hiša, kar je značilno tukaj, ima tudi ta hiša svojo lumparijo oziroma zidanco, kamor se povabi sosede, prijatelje, kjer se usede, se spije kavica, se naredi kakšen narezek, domače klobase, spije kozarec vina. In to je tudi tukaj tisti prvi prostor v kleti, ko pridemo van. Potem gremo po stopnicah gor in pridemo v nivo, kjer smo sedaj in na vratih piše kar naprej. Tako. Vsak je dobrodošel v tej hiši. Hiša je hiša odprtih vrat. Lastnik je veliko prepotoval in svojim mladostnim v sedanjosti in še. In je zato dokaj odprtega duha in so dobrodošli vsi te, ki pridejo naokrog. In ta osrednji, se pravi to visoko pritličje, je v bistvu ta dnevni prostor. Zadaj za stopnicami pa so še spalni prostori in ena kopalnica, tako da to uporabljata.
potem se dvignemo še na en nivo po stopnicah in pridemo. Potem pa pridemo v mansardo, kjer pa so urejeni spalni prostori za njihove otroke in vnuke, tako da, kadar so vsi skupaj, imajo vsi dovolj prostora, da se tukaj družijo, prespijo in cel vikend recimo skupaj preživijo.